Lepo pozdravljeni. V tem mesecu praznuje Krajevna skupnost mesta Krško. Praznik, ki ga obeležujejo 15. junija, je posvečen spominu na prve krške borce in na izgnano prebivalstvo, ki ga je z območja krške občine med drugo svetovno vojno pregnal okupator. Ob prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško so tako kot vsako leto pripravili slovesnost, na kateri so se med drugim spomnili na nekaj vidnejših pridobitev v minulem letu. Torej, to leto je zaznamovalo vrsto aktivnosti, seveda krajevni praznik je najpomembnejši, seveda so se zgodile tudi vrsto pomembnih investicij v naši krajevni skupnosti, torej dočakali bomo končno obvoznico in pa novi most, kar je pomembna razbremenitev tega dela krajevne skupnosti, seveda dobili smo tudi na pokopališču Mrliško vežico, na katero smo lahko ponosni, saj smo jo čakali vrsto let in pa vrsto drugih dogodkov. Krajevna skupnost mesta Krško je skupaj s partnerji in občino uspela pridobiti projekt Mar nam je za skupnost. To pomeni tudi evropska sredstva, kjer bomo v bistvu opremili z fitness napravami pod domom starejših občanov, torej pri šolskem centru bomo uredili park, postavili bomo tudi solarno osvetlitev, tako da bomo okoljsko bolj prijazni in pa seveda tudi osvetlili naš trim poligon, ki je zelo, zelo obiskan. Z aktivnostmi so pričeli že v maju. In seveda imamo dve fazi, tako da v letošnjem letu bomo v jesenskem času opremili najprej ta športni park, potem pa v naslednji leto še postavili solarne luči in pa solarne klopi na različnih lokacijah. Naš del projekta znaša nekje okrog 65.000 evrov, 85% financira Evropski sklad za regionalni razvoj, razliko pa seveda upravičenec plus DDV. Tako da je kar znaten delež za krajevno skupnost in za njen proračun. Ob tem Šerpčeva dodaja, da jih tudi sicer čaka še precej projektov. Seveda imamo pa vmes vsa vzdrževanja, urejamo tudi gozdne poti, kosimo, želimo si, da bi mesto dobilo več parkov, kjer bi pač bilo več teh fitness naprav, igral in pa seveda, da bi ljudje preživljali prosti čas na prostem in veseli nas tudi, da bo BMX steza na Vidmu, krajevna skupnost je tudi dala pač soglasje na to lokacijo in upamo, da jo bodo sprejeli medse vsi krajani in krajanke. Na slovesnosti so letos podelili 7 priznanj zaslužnim občanom, podjetjem ali društvom, ki so pustili pečat v življenju mesta. Priznanje krajevne skupnosti z denarno nagrado je prejelo Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško. Ja, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško deluje že pravzaprav od 56 let, se pravi, da imamo že kar bogato zgodovino delovanja. In nam pravzaprav ta nagrada današnja pomeni priznanje za naše preteklo delo in pa seveda tudi spodbuda za prihodnje delo. S svojimi programi bomo pravzaprav pomagali osebam z izgubo sluha na področju občin, kjer delujemo in veselimo se pravzaprav že vseh novih izzivov in pa novih stvari, ki jih bomo nudili našim uporabnikom. Priznanje krajevne skupnosti je prejelo podjetje Primo Telefonija. Priznanje pomeni, bom rekel, da kot so spoznali in videli, da se tudi nekaj premika v starem delu mesta, tako da jaz mislim, da je, bom rekel, to ni priznanje samo moje, to je tudi priznanje vseh mojih zaposlenih. Podjetje danes zaposluje 7 oseb, 5 v Krški in 2 v sevniški poslovalnici. Za naprej, bom rekel, telefonija se skozi razvija, tudi vse z njem povezane dejavnosti, tako da strmimo naprej, da bomo se trudili, da bomo še tako dobri naprej, kot smo do zdaj. Sicer pa je praznik krajevne skupnosti, ki ga obeležujejo 15. junija, posvečen spominu na prve krške borce in na izgnano prebivalstvo, ki ga je z območja krške občine med drugo svetovno vojno pregnal okupator.
Slovesno je bilo tudi v krajevni skupnosti Brestanica, kjer so prav tako obeležili krajevni praznik. V Brestanici krajevni praznik obeležujejo v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni. Počastili so ga ob spominu na dogodke, ki so zaznamovali kraj in njegove prebivalce. Kljub spominu na izgnance pa je letošnji praznik krajevne skupnosti minil v duhu napredka in novih pridobitev v preteklem obdobju. V lanskem letu smo dali pod streho par projektov. Največji je bil rondo krožišče, most čez Dolški potok in ureditev parkirnih prostorov pred brestaniškim bazenom. Potem zgradili novi Holcplac ali pa lesni prostor, starega uredili v lepo urejeno parkirišče za osebne avtomobile. S tem smo res zaključili, ampak Brestanica še naprej želi, da se razvija, da bo lepa in urejena. Zato si želijo, da bi letos pričeli s prenovo tamkajšnjega kulturnega doma. In sicer obnovo notranjega prostora, to se pravi dvorane, odra, predprostora, inštalacij. Z županom občine Krško in občinsko upravo smo se dogovorili, se urejajo projekti, ki so potrebni za adaptacijo in po zagotovilu njih bi se naj zadeli pričelo v mesecu septembru in končalo konec novembra. V načrtu je tudi širitev športno-rekreacijskega območja pri osnovni šoli, saj želijo dozdajšnjim športnim objektom dodati še fitnes na prostem. Krajanke in krajani si to želijo in mislim, da je prav, ker tudi ostale okoliške krajevne skupnosti in občine že imajo fitnese na prostem. In tam je rekreacijski center z vsemi igrišči, odbojka na mivki, tenis igrišče, mali nogomet, košarka in še bazen. Poleg tega so v načrtu tudi infrastrukturne ureditve. Ena od teh je cesta na Ribnik do Ribnikov Mačkovci. Predvsem bi radi, da se na cesti Prvih borcev poruši stara stanovanjska hiša, kjer je ozko grlo za promet. To hišo pa rušimo že od leta 2016. Sredstva so že bila v proračunu, pa so bila umaknjena, letos ni proračunu, ampak jaz pričakujem, da bo jesen rebalans in da bom tudi kot občinski svetnik uspel, da se bo končno ta hiša porušila. Propadajoče stavbe so težava tudi na trgu v Brestanici. Predvsem kritina strehe, tako se je porušila bivša zlatarna Korena, porušil se je gospodarsko poslopje Bobeka. Te ne kazijo zgolj podobe kraja, pač pa predstavljajo resno tveganje za mimoidoče. Je res nevarno za vse udeležence, tudi za otroke, ki bi šli peš mimo, ker lahko padejo peka na glavo. Tako da bo treba nekaj narediti. Ne? Občina je s tem seznanjena, ampak jaz vem, da je to velik zalogaj, ampak nekako bomo mogli skupnimi močmi pristopiti tudi k reševanju tega problema, da bo trg nazaj sodobna mestna ulica. Čakajo pa tudi na začetek gradnje mostu, ki povezuje naselji Armeško in Rastes. Ta most povezuje nas z naseljem Rastes, je v zelo slabem stanju. Je bil načrtovan, je v programu, ampak tako kot ponovadi, ko se na razpis prijavijo, več izvajalcev del nabijajo cene in zdaj se bojo pogajali. Kljub temu pričakujejo, da bodo dela stekla že v juliju. Krajevni praznik so v Brestanici sicer tradicionalno počastili s koncertom Brestanica poje. Z naslednjim prispevkom se znova vračamo v Krško, kjer so obeležili 50-letnico delovanja območne obrtno-podjetniške zbornice. Zametki sedanje organizacije obrtnikov in podjetnikov Krškega segajo v leta po drugi svetovni vojni, o čemer pričajo številni dokumenti. Uradno pa se jim je uspelo registrirati 19. maja 1969 kot Društvo zasebnih obrtnikov in gostincev Krško, ki je združevalo obrtnike iz Krškega, Kostanjevice na Krki, Brežic in Sevnice. In tako se je pričela pisati zgodba stanovske organizacije obrtnikov, sedanje območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, ki letos obeležuje 50 let delovanja. 50 let ni malo, ne? Ni pa tudi veliko, ne? Ampak v tem našem življenju je nekako izpostavil bi delo vse te skupine ljudi, obrtnikov in pa
tudi preteklo delo, minulo delo in pa seveda delo te naše, moje generacije, da smo danes vzpostavili en sistem, ki je prepoznaven v celi državi in pa tudi v tujini. Mislim, da smo veliko postorili v 50 letih. Mlajše generacije mislim, da še veliko čaka. Dela za nas ne bo nikoli zmanjkalo na političnem področju in na gospodarskem. Veliko smo dosegli, saj se vidi tudi v podjetjih, ki rastejo iz dneva v dan, imajo več zaposlenih in delajo tudi zelo velike promete. V območno obrtno-podjetniško zbornico Krško je trenutno vključenih 500 članov. Članstvo se vrača. Veliko članov je dejansko odšlo, se pa vračajo, ker vidijo tukaj nek skupni interes. Tudi članarina sama je v bistvu znesek, ki je še vedno simboličen in si ga vsak lahko z storitvami, ki jih upravljajo naše strokovne službe, tudi na nek način povrne. Obrtniki in podjetniki se v zadnjem času srečujejo z globalnim problemom sodobnega gospodarstva, to je pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra, in tu je Krška zbornica aktivna ne le v lokalnem okolju, pač pa tudi na državni ravni in ravni Evropske unije. Mi smo vodilni partner projekta Master 5, to je projekt, s katerim želimo pripraviti mojstrsko šolo. Mojstrski izpiti po Sloveniji so že. To pomeni mojstrska šola, da se bi skozi njo usposobili kadri za samostojno delo in pa potem za opravljanje samega mojstrskega izpita. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško že vrsto let odlično sodeluje z največjo hrvaško obrtniško asociacijo iz Zagreba. Že pred skoraj 10 leti smo podpisali sporazum o poslovnem sodelovanju. Smo dnevno z njimi na liniji, imamo tudi registrirano zadrugo s sedežem v Zagrebu in tudi mi potem smo neka stična točka za večino slovenskih podjetij, ki odhajajo na hrvaški trg. Zbornica dobro sodeluje tudi z našimi resornimi ministrstvi pri usklajevanju predlogov. Mečkim zadeve grejo, bi rekel, na boljš, tudi vlada oziroma vse oblasti, kakor jih mi imenujemo, nekako prepoznavajo ta segment drobnega gospodarstva, ki v bistvu postaja tudi na nek način gonilna sila našega slovenskega gospodarstva. In gre pa tako kot povsod oziroma pri nas vse te stvari grejo prepočasi. Marsikateri zakon bi bil sprejet v škodo gospodarstva, če ne bi bilo obrtne zbornice. Tako da vedno tudi zahteve slovenske obrti so vsako leto, nedavno je bil forum v Portorožu, ker je bilo predstavljenih več kot 100 zahtev, tako da vedno je tudi to na dnevnem redu. Sicer pa Krška zbornica spodbuja tako politično kot gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške. V petek 21. junija na gradu Mokrice pripravljajo prvo srečanje obeh gospodarskih ministrov. Visoko obletnico letos praznuje tudi Ljudska univerza Krško. 60-letnico delovanja so počastili s slavnostno prireditvijo, ki je potekala v veliki dvorani Kulturnega doma v Krškem. Pot Ljudske univerze Krško se je začela leta 1959, ko je bila ustanovljena z odločbo občinskega ljudskega odbora Videm Krško. Res je dolgoletna tradicija izobraževanja odraslih v Krškem in dejansko v Posavju, tako da smo na Ljudski univerzi res izredno ponosni na to tradicijo izobraževanja odraslih in jo z veseljem proslavljamo zdaj v teh junijskih dneh. Ljudska univerza je bila ustanovljena leta 1959 in od takrat nekako skrbi za izobraževanje odraslih tako v Krškem kot v Posavju. 60 let delovanja Ljudske univerze je zaznamovalo nekaj prelomnic. V teh začetnih časih je Ljudska univerza izvajala predvsem programe za pridobitev izobrazbe, to je bila nekakšna rdeča nit izobraževanj na Ljudski univerzi Krško in tudi v določenem obdobju je velika večina ljudi stremela za tem, da bi pridobila višjo stopnjo izobrazbe. Potem pa je zaradi sprememb zakonodaje prišlo do tega, da so začeli udeleženci in pa programi upadati. In smo potem prvo prelomnico doživeli takrat, ko smo ostali praktično brez programov za pridobitev izobrazbe in smo potem seveda svoje energijo usmerili v prve projekte, ki so se tam nekje 2005 začeli pojavljati.
In od takrat so usmerjeni v to dejavnost, v črpanje sredstev Evropske unije in s tem brezplačno zagotavljanje izobraževanja za odrasle. Na Ljudski univerzi Krško med drugim izvajajo tudi številne programe za vse ranljive skupine, za pravzaprav vse skupine prebivalstva in za vse generacije. Imamo projekt Večgeneracijski center Posavje, v katerega vključujemo vse generacije, vse ciljne skupine in imajo tam priložnost tako za socialno druženje, kot tudi za izobraževanje, izmenjavo znanj in izkušenj med generacijami. Izvajamo posebne projekte v tej evropski perspektivi za zaposlene, kar je bilo za nas tudi ena od sprememb. Včasih smo se bolj ukvarjali z bolj prikrajšanimi skupinami, zdaj smo nove izkušnje pridobili pri svetovanju zaposlenim in pa tudi pri izobraževanju zaposlenim in pa predvsem pri krepitvi njihovih kompetenc. Na Ljudski univerzi Krško je trenutno zaposlenih 9 oseb, kar je največ doslej. In tudi naše število udeležencev je v zadnjih 5 letih močno poraslo, in sicer iz 4141 udeležencev v letih 14 in 15 na 17828 v zadnjih 2 letih, tako da je to res en velik uspeh. Seveda je to vse rezultat uspešnih prijav na razpise in pa pridobivanja projektov. 60-letnico obeležujejo na več načinov. Danes je prireditev namenjena 60. obletnici delovanja Ljudske univerze Krško. Izdali smo zbornik, zaradi tega, ker nam je tradicija res zelo pomembna. Zbornik, ki je usmerjen na zadnjih 5 let delovanja Ljudske univerze Krško, ker sta pred tem izšla že 2. In sicer eden za 50. obletnico in eden ob 55. obletnici, tako da je to 3. naša knjiga. Ob jubileju so v mestnem parku zasadili lipo, drevo znanja Ljudske univerze Krško. In nam bo vsem v ponos in si želimo, da bo dobro rasla in bogatila mesto, tako kot mi upam, da bogatimo z izobraževalnimi programi dogajanje v Posavju in omogočamo odraslim izobraževanje. Kot še dodaja Kršakova, so zdaj pred novimi izzivi. Ker pogumno in ponosno zremo v prihodnost, seveda iščemo nove izzive, predvsem v novih javnih razpisih in seveda želimo širiti našo dejavnost še na druga področja, tako da, ker pa smo odvisni od tega, kaj pravzaprav v javnih razpisih objavljeno bo, se bomo morali ponovno, kot vedno, ves čas, vseh 60 let prilagajati novo nastalim razmeram. Perspektiva še ena se bo kmalu zaključila, prišla bo nova in ta bo nov izziv. Spet bomo dejansko se prilagajali ciljem Evropske unije in iskali možnosti za nadaljevanje našega dela in izobraževanja odraslih. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. Nuklearna elektrarna Krško je v maju proizvedla 542.000 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje slabih 516.000 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2% večja od načrtovane, ki je bila 510.000 MWh. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v maju segrevala povprečno za 1,3 in največ za 1,9 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so sicer uskladiščili 6,24 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Župan občine Krško je v sredo 12. junija na gradu Reichenburg v Brestanici čestital letošnjim najuspešnejšim učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol občine Krško ter jim zaželel veliko uspeha na nadaljnji poti. Sprejema se je letos udeležilo 44 devetošolcev 7 osnovnih šol v občini, ki so v vseh letih šolanja dosegali izjemen učni uspeh, ter 3 krški gimnazijci in en dijak srednje poklicne in strokovne šole Krško. V večnamenskem domu Pišece je v torek 11. junija potekala prav posebna prireditev osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, ki pa ni bila namenjena zaključku šolskega leta, temveč podelitvi priznanja in naziva najučiteljica šolskega leta 2018-2019. Letošnja zmagovalka vseslovenskega izbora je postala Anica Butkovič, dolgoletna učiteljica na pišeški osnovni šoli. Konec junija bo v Brežicah potekal festival Brežice moje mesto, ki ponovno prinaša kulinarična, glasbena, športna in zabavna doživetja. Program in novosti, ki jih prinaša letošnji festival, so predstavili na novinarski konferenci. Festival Brežice moje mesto je prvič potekal leta 2004, tedaj kot skromen ulični festival. Leta 2011 pa je organizacijo prevzel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Letos bo festival potekal med 24. in 30. junijem. Na velikem odru bodo nastopili Siddharta, Džiponi, Manuš, Elemental in Nika Zorjan.
Festivalu pa se tudi tokrat pridružuje glasbenica Nuša Derenda, in sicer z organizacijo svojega večera. Ni nekih sprememb, načeloma se držim skozi ene rdeče niti, to se pravi, da vedno povabim kakšnega, recimo malo mlajšega izvajalca od mene, pa tam nekje mojih let ali pa mogoče kakšno legendo, tako da letos evo Alja kot predstavnica mogoče bom rekla mlajše generacije, pa tudi fanov ima zelo veliko med mladimi, se mi zdi, tako da zelo vesela sem, da pride Klemen Slakonja, ki je Brežičan in ga kar nekaj časa nismo prav videvali v Brežicah, se mi zdi, no od legend, lahko mu rečemo že tako, je pa Aleksander Mežek s svojimi uspešnicami bo vsekakor, se mi zdi, pobožal njegove poslušalce. Ob pestrem glasbenem dogajanju pripravljajo še nekaj tradicionalnih dogodkov, kot so dan kruha, vina in selam, kuhna na ulici in tek s Primožem Kozmusom. Nekako klasično bomo naredili najprej otroški tek, potem so teki na 3 km in 10 km in pa poslovni tek. Pričakujemo, rečemo, eno konstantno število, nekje med 400 in 500 tekačev. Želimo si seveda tudi lepega vremena, tako kot vsi organizatorji, ker to pač potem seveda vpliva na število in pa tudi na dobro voljo. Kuhinja letos prinaša novost ta, da se začenja vse 3 dni prej. Prinaša tudi to, da ne ločimo več lokalno in gostujoče, kot smo delali to prejšnja leta, in imamo zdaj vse dni v bistvu gostujoče kuharje. Imeli bomo cooking show od Mojmirja Šifterja, ki je v bistvu po vodniku God Mijo za 2019 mladi up. Prav tako se bo udeležil tudi Igor Jagodic iz Ljubljane, ki je najboljši kuhar v Sloveniji trenutno. Udeležil se bo Matej Janković iz Hrvaške in udeležil se bo Jakub Biro, ki pride iz Slovaške in sicer, ki je kuhal v Londonu. Občina že praktično 15 leto zapored organizira festival Brežice moje mesto. Namen tega festivala seveda je bilo predvsem oživljanje starega mestnega jedra in pa povezati našo tako turistično kot tudi ostalo ponudbo in predstaviti širše. Veseli me, da tudi v letošnjem letu oziroma da je vsako leto festival vse bolj bogat, tako z nastopajočim, kako tudi seveda z novostim. Vključujemo tudi ponovno tako Nušo, Primoža Kozmusa, organizira se kuhna na ulici, prav tako pa verjamem, da se bojo vključili tudi še ostali domači ljudje. Festival Brežice moje mesto počasi vztrajno raste in postaje eden najbolj raznolikih slovenskih festivalov, v katerem sodeluje vse več ljudi iz lokalnega okolja. Letošnji stroški festivala znašajo približno 100 000 evrov. Slabo polovico prispeva občina Brežice, drugo polovico pa bomo nekako pridobili iz tržnih virov, nekaj oddanih prostorov za trženje ponudbe lokalnih ponudnikov, drugo polovico pa iz svojih tržnih virov, ki jih ustvarjamo v zavodu skozi leto. 30% oziroma od 30 do 40% predstavljajo stroški izvajalcev, vse ostali pa so stroški tehnike in pač ostalih zadev, ki sodijo v festival od promocije naprej. Doslej je bil obisk nekje med 10 000 in 15 000 obiskovalcev, letos jih pričakujejo 25 000. Vem, da smo imeli v preteklosti tudi slabo vreme, tako da računamo letošnje leto na boljše vreme, pa tudi dejansko smo ukrepili in promocijo in tudi program, tako da iz tega naslova računamo na 25 000 obiskovalcev. Na plavalnem mitingu na bazenu v Brestanici se je pomerilo 346 plavalcev iz 21 slovenskih plavalnih klubov. Barve domačega plavalnega kluba Celulozar Krško je na tekmovanju, ki je potekalo v sklopu praznika občine Krško, zastopalo 30 mladih plavalcev, ki so priborili 9 odličij. Plavalci so se pod budnim organizacijskim vodstvom domačega plavalnega kluba Celulozar pomerili na 48. plavalnem mitingu. Danes imamo kar lepo število tekmovalcev, moram tudi povedati, da prvič po dolgih letih, oziroma mislim, da celo prvič v Brestanici na bazenu imamo tekmovanje organizirano v 10 progah, vedno imamo v 8, imamo nekje 350 malo manj tekmovalcev prijavljenih iz 21 slovenskih klubov in smo res veseli, ker je udeležba prava, tudi nekje na nivoju enega državnega prvenstva. Zadovoljni so bili tudi z udeležbo domačih tekmovalcev. Barve Celulozarja je namreč zastopalo 30 plavalcev.
Veseli smo, da kljub temu, da imamo neke težave, se je znano v Krškem, ni takega primernega res bazena, ki bi bil namenjen treniranju plavalnega kluba in ostalih klubov, no, ki se ukvarjamo z vodnimi dejavnostmi. Ampak nekako otroci prihajajo, veseli smo, res imamo veliko mladih vpisanih in tudi veliko število danes, ki so nekje ali prvič ali drugič mogoče na enem letnem tekmovanju. Še pred pričetkom tekme so se cedulozarji s spominskima pokaloma ob zaključku plavalne poti zahvalili vrsto let vodilnima krškima plavalkama Lari Jambriško in Karmen Zorič. To priznanje mi pomeni neko, nek tak lep spomin na res lepo obdobje v mojem življenju, ki ga bom vedno cenila v srcu in mi bo vedno ostalo in upam, da bom še lahko v stiku z plavanjem in z našim klubom do konca življenja. No. To mi v bistvu veliko pomeni, ker veliko let sem pustila tukaj, dejansko sem svoje srce nekako pustila v bazenu. Ne. Dejansko mi je plavanje kot druga družina, ne. In dala so mi v teh 14 oziroma 13 letih zelo veliko. Naučila sem se samodiscipline in res samo pozitivne stvari. No. Karmen je bila na tokratnem tekmovanju tudi v vlogi sodnice. Ja, danes sem sodnica, naredila sem izpit, ker me plavanje veseli. Želim tudi v kratkem narediti za trenerja, ker hočem ostati v tem, ker je to del mene in vedno bo. Tekmovanje v Brestanici je bilo letos uvrščeno v novo ustanovljeni razvojni pokal Slovenije, katerega cilj je nadaljnja popularizacija in razvoj plavanja mladih. To imamo 4 tekme v zimski sezoni in 4 tekme v letni sezoni in naša tekma je 3. po vrsti. Ta pokal je nek poseben letošnji na novo ustanovljen in nekako poveže oziroma povabi več tekmovalcev, da se udeležijo in sodelujejo v tem pokalu. Je pa pod okriljem Plavalne zveze Slovenije, tako da se tudi njim zahvaljujemo za izkazano zaupanje. Zadnje 4. tekmovanje v okviru razvojnega pokala Slovenije bo potekalo v tem tednu. Potem so pa že državna prvenstva, nekako se pohiti v letni sezoni, zato da plavalcem ostane še nekaj časa za dopuste. Vemo, da september se začne novo šolsko leto in nekako tako so speljane stvari, da se v juliju, a pa mogoče najkasneje začetek avgusta že zaključi z državnimi prvenstvi. Cilj prizadevanj plavalnega kluba še vedno ostajajo pogoji, ki bi olajšali izvedbo treningov skozi vse leto. Sej poznate, da velika želja je, da pridemo do tistega pokritega bazena, ki ga Krško nekako že dolga leta pričakuje. Imamo občutek, da bomo tudi prišli do tega in če res enkrat zaplavamo v tem pokritem bazenu, kar se kluba tiče, smo sigurno na eni poti, da mogoče še povečamo število tekmovalcev, ker v trenutnih okoliščinah smo dosegli naš maksimum, to je nekje 100-110 tekmovalcev, plavalcev, enostavno več jih ne moremo stlačiti v bazene, ker ni prostih kapacitet. Sicer pa so se domači tekmovalci v Brestanici odlično odrezali. Priborili so 9 odličij in v veliki večini nastopov postavili svoje osebne rekorde. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Vabljeni v našo družbo znova prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.